Knežje mesto je obiskal prvi mož lichtenštajnske diplomacije. Celjski vrtci in šole dobro pripravljeni na začetek novega šolskega leta. V celjskem aeroklubu zadovoljni z izkupičkom noči na letališču. Naslednik Tomaža Petroviča je Ljubljančan Dušan Kosič. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Celje je včeraj obiskal prvi mož diplomacije kneževine Lichtenstein, princ Nikolaus von und zu Lichtenstein, soprogo princeso Margareto. Princa je sprejel celjski župan Bojan Šrot, ki mu je ob tej priložnosti poklonil kelih cesarice Barbare Celjske. Princ je ogledal nekatere celjske znamenitosti ter se vpisal v knjigo častnih gostov. Najbolj zaslužni za obisk iz majhne ustavne monarhije, ki šteje celo nekaj manj prebivalcev kot Celje, so člani viteškega reda svetega Jurija iz Karantanije, ki so v Sloveniji začeli delovati pred 4 leti. Sami vidijo kneževino kot pomemben vzor in dobrega partnerja naši državi. Že na državni proslavi, ki smo jo z našimi člani, letos je bila največja delegacija z naše strani. Dejansko nas je bilo 12 prisotnih v Lichtensteinu za njihov državni praznik. To je 15. avgusta smo bili gor. Je predsednik gospod Frik lepo omenil, kaj je Lichtenstein. Lichtenstein is klein, aber fein. To je tisto. Gospodarska moč je tukaj, dejansko si jo zelo težko predstavljamo, kakšen konglomerat poslovnih uspešnih podjetij se tukaj skriva, od bližnje in daljne Azije, vse tja v Afriko, v Ameriko. Razen tistih iz nekoliko bolj kalnih voda se sedaj obeta sodelovanje v obliki slovensko-lichtenštajnskega poslovnega inštituta. Tukaj dejansko je res so lepe razvojne možnosti tudi za nas, za naš narodni, naš inštitut, seveda, da približamo ta pol našim ljudem in pa seveda gremo korak za korakom, posel za posel, za skupno dobro. Namen današnjega obiska je malce poslovne, pa malce tudi prijateljske narave. Princ bo razglasil ustanovitev slovensko-lichtenštajnskega poslovnega inštituta, ki si je zastavil za nalogo povezati deželo Celjsko, pa tudi Slovenijo z alpsko makroregijo, v kateri so, kot vemo, Švica in Lichtenstein zelo aktivni in proaktivni. Celjski muzealci so princu in njegovi družini razkazali nekaj biserov knežjega mesta. Mesto ima tudi bogato zgodovino, tudi to je princa in njegovo soprogo zanimalo. Našli smo nekatere stične točke. Prinčeva soproga, princesa Margareta, namreč prihaja iz rodbine luksemburških in je tako daljna sorodnica Barbare Celjske. Da, tega je že zelo dolgo. Vmes so bile številne generacije. Iz tega zornega kota je veliko veselje, da smo obiskali Celje. Upam, da se bodo naše vezi v prihodnje še razvile. Po vpisu v knjigo gostov in prejemu protokolarnega darila keliha Barbare Celjske in ogledu knežjega dvorca se je delegacija odpravila na gala prireditev v Rogaško Slatino. Vrtce in osnovne šole v mestni občini Celje bo v novem šolskem letu obiskovalo 5817 otrok, 1184 predšolskih in 3923 šoloobveznih. Kaj jih čaka v šolskem letu 2017-2018, kakšne spremembe prinaša nova šolska zakonodaja ter kako bo poskrbljeno za prometno varnost otrok, so predstavniki mestne občine Celje povedali na dopoldanski novinarski konferenci na prvi osnovni šoli v Celju. Tudi celjski vrtci in šole bodo v petek 1. septembra odprli svoja vrata. Med njimi je 357 otrok, ki bodo prvič v 15 celjskih vrtcih spoznavali vrtčevske prostore. Tudi prostor vrtčevski je pripravljen za nove generacije, za stare varovance. Med poletnimi počitnicami so vrtci izvedli tekoče vzdrževalna dela, pobelili so prostore, zamenjali so kakšne podne, obrabljena oprema in didaktika je bila tudi nabavljena, tako da pričakujemo novinčke in pa stare varovance 1. septembra. Nekaj prostih mest je še za otroke drugega starostnega obdobja, sicer je pa na čakalnih seznamih vseh 3 javnih vrtcev 69 otrok.
Glede na starostno strukturo otrok in prostorske kapacitete pa je v vrtcih oblikovanih 36 oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja, 55 za otroke drugega starostnega obdobja ter 13 kombiniranih oddelkov. Tako kot vrtčevski prostori čakajo na nove varovance, pa šole čakajo na šolarje. V letošnjem letu bo 9 celjskih osnovnih šol obiskalo 3923 učencev, od tega bo 457 prvošolcev, kar je nekaj manj kot v lanskem šolskem letu, ravno iz razloga, kar nekaj več je odloženega v šolanje oziroma otroki ostajajo v vrtcih. Kljub informacijam pristojnih služb, da naj bi se osnovnošolski sistem začel spreminjati že s tem šolskim letom, pa novosti za zdaj še ni zaslediti. Osnovnošolski program se deli na posamezne triade, prvo, drugo, tretjo triado. Določen je z predmetnikom in je v precejšnjem obsegu obvezen za učence, v določenem delu pa si učenci ta program lahko tudi izberejo. Mislim na izbirne predmete, tako obvezne kot tudi neobvezne predmete. Posebno pozornost pa tudi letos posvečajo ukrepom za zagotavljanje prometne varnosti osnovnošolcev, zato so se, kot v preteklih letih, tudi letos odločili izvesti ogled okolišev vseh osnovnih šol v mestni občini Celje. Do začetka šolskega leta je tako urejena vsa talna signalizacija, prav tako pa se postavlja tudi dodatna prometna signalizacija oziroma oprema, s katero nameravajo povečati prometno varnost. Zato je letos poskrbljeno, začne se že 1.9., torej v petek. Varovanje bo potekalo tudi cel naslednji teden, torej od 4. do 8. Varovalo se bo v okoliši šol zjutraj od 7:30 do 8:30 ure in potem v popoldanski čas ob odhodu od 11:30 do 13:30 ure. S 1. septembrom pa se začenja tudi vpis v programe osnovne in srednje stopnje v glasbeni šoli Celje. Tja je letos vpisanih 823 učencev in dijakov, kar je več kot v lanskem šolskem letu. Aeroklub Celje je na letališču v Levcu pripravil prireditev Noč na letališču. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bodo organizatorji porabili za odpravo posledic požara, ki ga je lani zanetil udar strele, na letališki infrastrukturi pa je povzročil veliko škode. Raznolik glasbeni program je v noči iz petka na soboto v Levec privabil veliko obiskovalcev. Klicu na pomoč se je odzvalo veliko število glasbenikov različnih zvrsti, ki so na celjsko letališče privabili lepo število obiskovalcev. To so naši prijatelji, mi živimo v bližini in vedno je treba pomagati, kadar je nekdo potreben pomoči. Minilo je 1 leto od katastrofalnega požara, ki nam je naredil precej škode in kot ste lahko videli, že gradimo na novo, dobili smo že gradbeno dovoljenje in gradimo. Ta koncert je pa predvsem namenjen dodatnemu zbiranju sredstev. To je dobrodelni koncert, s katerim moram reči, da smo zelo zadovoljni tudi z obiskom. Samo v predprodaji je bilo prodanih 1500 vstopnic, veliko obiskovalcev pa je po nekaj dražji ceni dobrodelno vstopnico kupilo tudi na samem prizorišču. Članov kluba je 160 in moram reči, da so skoraj vsi prišli, nekateri so seveda zasedeni, ne morajo. Večina ljudi je prišla in so tukaj, pomagajo. Pomagajo tudi iz drugih aeroklubov člani, nastopajočih pa niti ne vem, koliko jih je, ker so do zadnjega dne se še javljali. Tako da program bo od 5. popoldan do 2. zjutraj stalno tekel. Pri organizacijskih in izvedbenih aktivnostih so sodelovali praktično vsi razpoložljivi člani društva. To ni prva prireditev, ki smo jo organizirali. Naš klub je znan po prireditvah, že prejšnja leta smo imeli večje prireditve tu. Seveda niso bile dobrodelne, ta je dobrodelna. Naslednje leto pa praznujemo 90-letnico kluba in glede na 90-letnico kluba verjamem, da in širša okolica pričakuje od nas tudi kakšen letalski program in zopet en takšen koncert. Za celjske letalce tovrstni dogodki niso novost, koncert pa o posebni priložnosti obljubljajo že za prihodnje leto. Kar veliko zanimanje je zopet za letalstvo, vmes je bilo malo manj, precej novih članov vsako leto se nam pridruži v jadralnem letenju in potem kasneje dozorijo v zrele pilote. Tudi potem je naš klub najbolj znan, mislim, da smo eni najmočnejših klubov v Sloveniji, kar se tiče jadralnega letenja in motornega.
Modelčkov letal, ki so jih prodajali ob tej priložnosti, je kmalu zmanjkalo. Kako pa je sicer s podmladkom? Ravno kar poteka, jutri je še tekma svetovni Grand Prix v jadralnem letenju, zelo zanimivo tudi za gledalce. Velika čast, da smo to sploh dobili v organizacijo. Tudi to je eden pokazateljev, da smo v tem koncu sveta eni močnejših jadralnih klubov. Aeroklub Celje nekaj prepotrebnih prihodkov ustvari z organizacijo letalskih prireditev. To je eno izmed 8 kvalifikacij, ki poteka v letošnjem letu, za potem veliki finale, ki bo potekal v Čilu v januarju. Nastopa 12 pilotov, največje možno število pilotov bi bilo 20, vendar sočasno poteka tudi Evropsko prvenstvo v jadralnem letenju v Angliji in pa zaradi tega ni tudi polno število pilotov. Je pa to neke vrste Formula 1 v jadralnem letenju. Zanimivo je namreč to, da vsa jadralna letala štartajo sočasno, tako imenovani regatni štart, in pa potem tisto jadralno letalo, ki prvo obleti na logo in se vrne na letališče, je zmagovalec dneva. Vrednost nekaterih plovil pa je prav vrtoglava. Ne bi si želel, da bi izgledal jadralni šport kot nek prestižen šport, pač cene jadralnih letal se gibljajo od par tisoč evrov pa tudi do več 100 tisoč evrov. Seveda, bolj ko je visoko sposobno letalo, dražje je letalo. Zagotovo pa nobeno od letal, ki nastopa tukaj, oziroma so vsa letala primerljiva, rečemo, z nekim malo bolj luksuznim avtomobilom. Novi trener nogometašev Celja je 46-letni Ljubljančan Dušan Kosič. V svoji dosedanji karieri je vodil moštvo Krškega, Olimpije in Triglava iz Kranja. Kot igralec je za različne slovenske klube odigral skupno 421 tekem in dosegel 80 golov. Za slovensko reprezentanco je nastopil na 5 uradnih tekmah. Po besedah direktorja celjskega kluba Zorana Podkoritnika so se za trenersko zamenjavo odločili predvsem zaradi premalo všečne igre in posledično premajhnega zanimanja gledalcev za tekme v areni z dežele. Gre za okrepljen upravni odbor, ki želi, da se v mestu začne igrati bolj atraktiven, bolj dopadljiv nogomet, ki bo na stadion privabil bistveno več gledalcev. Nenazadnje je celjski klub z 100-letno tradicijo, ki bo praznoval čez 2 leti in se želimo v tem času tudi v športnem smislu narediti korak naprej. Nenazadnje smo v tem zadnjih 2 mesecih v upravi trdno delali, tudi povečali upravni odbor, stabilizirali klub, da lahko nemoteno delujemo. Sedaj je napočil čas, da tudi na športnem področju naredimo korak naprej. S Tomažem Petrovičem smo se po tekmi korektno pogovorili, izrazili tudi željo in spoštovanje do njega, do njegovega dela, da pomaga v klubu še naprej, v kakšni obliki pa bo jasno v naslednjih dneh. Novi trener Dušan Kosič je s celjskim klubom podpisal 3-letno pogodbo. Nazadnje je bil selektor slovenske reprezentance do 17 let. Odločil sem se na podlagi razgovora z ljudmi, ki so mi predstavili svojo vizijo, svojo zgodbo. Tudi sam sem se nekako našel v tej zgodbi s podobnim razmišljanjem in sem sprejel izziv, kljub temu, da sem res tudi korektno, moram reči, sodeloval z nogometno zvezo in zadnja 4 leta tam preživel. Želimo atraktiven nogomet, katerega je sedanji trener tudi v bodoče že prikazal v drugih klubih in verjamemo v njega in verjamem tudi, da igralci verjamejo v njega in prepričan sem, da se lahko nadejamo dobre igre na stadionu v Celju. Kosič v času, ko poročamo, opravlja prvi trening s celjskim moštvom. Razmere v igralskem kadru in v klubu nasploh pa dobro pozna. Seveda sem si z zanimanjem ogledal tekme in tako naprej. Zdaj ne bi za nazaj komentiral, sam pa sigurno ne bi sprejel izziva, če ne bi verjel, da sem lahko del te zgodbe in smo se zato tudi odločili za sodelovanje. Kosiču bo pri delu pomagal novi pomočnik Zoran Zeljković. Seveda z mano je prišel tudi Zoran Zeljković kot sodelavec.
Seveda si želim čim širši krog ljudi, sam to jemljem in sem tudi povedal ljudem, ki vodijo nogometni klub Celje, da to vidim kot sodelovanje, kot timsko delo in seveda si bom probal izbirati ljudi, ki bojo to zgodbo pač imeli za svojo in tudi sami jo tako jemljem. Torej Celje vidim kot zgodbo, v kateri hočemo biti uspešni in mi in seveda za uspeh si pa seveda predstavljam polne tribune, bi rekel, in zadovoljne gledalce. Dušan Kosič in klub sta si obljubila dolgoročno sodelovanje. Rezultatski cilji pa bodo že v prvi sezoni dokaj visoki. Konkretno si je trener v bistvu sam postavil mogoče še više cilje kot sama uprava. Mi v osnovi želimo dopadljiv nogomet, trener želi v letošnji sezoni že ekipo pripeljati, če bo leto mogoče, do evropskega tekmovanja. Verjamem, da je tega sposoben, verjamem, da je tudi ekipa tega sposobna in jaz se veselim vseh naslednjih dni, ki se bodo dogajali okrog nogometa v Celju. Dobro, jaz sem tudi upravi dejal, da nisem prišel za 3 leta v Celje in obljubil rezultat za čez 2 leti. Enostavno se zavedam, da rezultat je potrebno takoj narediti, konkretne stvari se morajo videti čez noč ali takoj in to bom tudi od fantov zahteval. V bistvu principi, ki jih bomo zagovarjali, niso enostavni, so pa izvedljivi, če bojo fantje pripravljeni živeti za celjsko zgodbo in ne vsak za svojo. Novi trener in direktor kluba dopuščata možnost, da do konca prestopnega roka pride do kakšne spremembe tudi v igralskem kadru. V samem kadru pogovori še potekajo in v teh 2-3 dneh se lahko še zgodi marsikaj. Konkretno pa bi zelo težko povedal bilo kakšnem imenu. Seveda je malo časa, ne bi pa rad ničesar prehiteval. Rad bi, in fantom sem to tudi na prvem razgovoru že dejal, da bi rad ponudil priložnost vsakemu, glede na to, da gre za novo zgodbo in da sam tudi vidim zadevo tako, da je kljub vsemu treba ponuditi nekomu drugo priložnost in zdaj tisti, ki se bojo izkazali, da so lahko zraven, bojo zraven, tisti, ki pa ne, se bomo mogli pa pač nažalost raziti. Novi trener Dušan Kosič bo Celjane prvič vodil v petek 8. septembra na gostovanju v Ljudskem vrtu pri Mariboru. Za rokometaše Celja, Pivovarne Laško in Gorenja se bo jutri začela nova tekmovalna sezona. Prva favorita za osvojitev naslova državnih prvakov se bosta jutri ob 20:45 v Rdeči dvorani v Velenju pomerila v prvem kolu Seha lige. Jutri bo minilo že 1365 dni od zadnje zmage Velenčanov proti Celjanom. Mi odhajamo v Velenje vsekakor s čistimi glavami, želimo si ene borbe, želimo prikazati pač največ, kar v tem trenutku lahko. Seveda je naša želja ogromna po tej zmagi, ampak igrali bomo, to si želim, naš rokomet. Upam, da bodo fantje odigrali oziroma prikazali na igrišču tisto, kar si želimo in seveda, če nam bo to uspelo, potem bo tudi rezultat pozitiven za nas. Jutri bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V četrtek bo precej jasno, zapihal bo jugozahodni veter. V petek bo v vzhodni polovici Slovenije še dokaj sončno, pihal bo jugozahodnik. V zahodnem in delu osrednje Slovenije se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.